Lep pozdrav vsem navijačem slovenske reprezentance, ki ste včeraj, skupaj z mano seveda, trpeli in se žalostili na eni strani in na drugi radostili in navduševali ob spremljanju slovenske reprezentance in njenega boja z izjemno reprezentanco Latvije. Latvije, ki na tem prvenstvu pušča odličen vtis in ki se z tega prvenstva poslavlja po srboritem in na trenutke tudi umazanem boju proti našim igralcem. In na vrhu mnogih različnih statističnih kategorij, ki pričajo o tem, da bodo Latvijci na prihodnjih prvenstvih še zelo trd oreh in morda bo naša reprezentanca z njimi bila kar nekaj tako srboritih in morda tudi umazanih bojev v prihodnosti. Toda v tem trenutku je najbolj pomembno, da je Slovenija zmagala in da napreduje v polfinale, da se je po 6. četrtfinalu na Eurobasketih drugič prebila v polfinale in seveda vsi skupaj upamo, da bo tokrat bolj uspešna kot zadnjič leta 2009, ko se je pravzaprav z zelo uspešnega, do sedaj najbolj uspešnega evropskega prvenstva poslovila z 2 porazoma v polfinalu in nato še v tekmi za 3. mesto. Zgodba torej še ni končana, daleč od tega. Do zgodovinskega uspeha bo potrebno odigrati še 2 podobni tekmi, kot je bila današnja, in zmagati vsaj še enkrat. Seveda si vsi želimo 2 zmag, predvsem seveda zmage na prvi tekmi proti Španiji, vendar v Španiji več v drugem delu tega podcasta, v prvem delu pa se bomo posvetili tej izjemni tekmi, temu izjemnemu srečanju, ki se bo nedvomno zapisalo v košarkarske anale, nedvomno seveda slovenske košarke, vendar menim, da bo to tudi tekma, o kateri bodo še veliko govorili ne samo na letošnjem Eurobasketu različni novinarji. Menim, da bodo o tej tekmi govorili tudi na prihodnjih Eurobasketih. Šlo je za izjemno napadalno predstavo 2 moštev, brez zadržkov bi si privoščil oceno lepotica prvenstva, če me ne bi v določenih trenutkih preprosto preveč ziritirali sodniki. In seveda, če so že mene in ne dvomim, da tudi vas ziritirali sodniki z določenimi odločitvami, so seveda še toliko bolj iritirali igralce na parketu in trenerje ob samem parketu. Toda skozi ves ta vihar je selektor Kokoško ohranil mirne živce. Ena izmed najlepših slik, ki nam jih je na sinočni tekmi pričaral režiser včerajšnjega prenosa, je bil kontrast med obema trenerjema in njihovim obnašanjem na klopi, latvijskim na eni strani in slovenskim na drugi. Najprej je režiser nekaj sekund namenil time-outu Latvije, v katerem je povsem zbesneli Ainars Bagackis, nekdanji latvijski reprezentant, izgubljal živce nad svojimi igralci in v enega izmed njih celo vrgel flomaster, s katerim je risal akcije. Je takoj zatem sledil naslednji kader in slika našega trenerja, ki je kot zen budistični menih sedel na svojem stolčku in mirno poslušal Prepeliča, ki mu je nekaj razlagal. Resnično drastično nasprotje v pristopu, ki se v tej reprezentanci, v tej selekciji nedvomno obrestuje. Kokoškov je nepogrešljiv pri uspehu te reprezentance, o tem ni nobenega dvoma. On ni edini, ki si danes zasluži hvalospeve in ti bodo sledili takoj, ko si bom privoščil tale uvod. Namreč kot športni navdušenec oziroma kot ljubitelj športa nikoli nisem razumel tega porasta resničnostnih šovov, teh tako imenovanih reality šovov v zadnjih 10 letih, morda celo nekaj več, in teh potvorjenih oziroma izumetničenih emocij, ki jih skušajo ustvariti z bolj ali manj neumnimi oblikami raznih tekmovanj v takih oddajah, saj lahko vsak dan na različnih športnih terenih, parketih, bazenih, parterih, na tleh, v vodi in v zraku, vsak dan vidimo izjemne dosežke neverjetnih posameznikov, ki nas navdušujejo s podvigi, ki so normalnim smrtnikom le stežka dosegljivi. In emocije, ki jih na že omenjenih terenih doživljajo ti neverjetni posamezniki. Na eni strani in seveda na drugi strani emocije, ki jih mi doživljamo v spremljanju teh neverjetnih posameznikov, so nekaj tako posebnega, kar po mojem skromnem mnenju in morda se nekateri ali pa celo mnogi izmed vas s tem ne strinjate, ne more pričarati noben drug medij, nobena druga stvar, noben film, glasba, koncert,
Noben reality show, seveda. Take emocije, kot ste jih doživeli ob spremljanju včerajšnje tekme, lahko verjetno pričara le šport. In take emocije ste verjetno doživeli že ob neštetih podvigih številnih slovenskih športnikov, ki nas iz leta v leto vedno znova navdušujejo. Včasih, roko na srce, pogosto seveda nekateri tudi razočarajo, vendar tokrat ne bomo o razočaranjih. Tokrat bomo o trilerju, o drami, o akciji, o komediji, o tragikomediji, melodrami in še ne vem s kakšnim žanrom bi lahko upisali sinočno tekmo in ravno to je tisto, o čemer govorim. Noben film vam ne bo ponudil takega spektra emocij, kot vam ga je lahko ponudila sinočna tekma proti Latviji. Tekma je bila resnično izjemna in polna srborite borbe na obeh straneh parketa. Tekma pa je poleg izjemnih akcij, izjemnih potez, neverjetnih posameznikov poskrbela tudi z nekaj umazanimi vložki Latvijcev, ki jim to nedvomno ne gre na čast. Vendar po drugi strani to tudi priča o veliki želji, ki jo je morda na koncu tekme celo najbolj izžareval ravno tisti igralec naše reprezentance, ki ni bil rojen v Sloveniji, tako imenovani naturalizirani igralec Anthony Randolph, ki je na koncu tekme pokazal, da mu ni vseeno, pokazal, kako močno si želi, kako močno živi za to reprezentanco in za njen končni uspeh. Randolph je tudi eden izmed teh vročekrvnežev, tisti, ki redno spremljamo Real, vemo, da ga Luka ni samo včeraj miril in poskušal zadržati. Luka ga je podobno držal nazaj tudi nekajkrat med samo sezono v Realu, v Euroligi, v španskem prvenstvu. Randolphu ni vseeno, on je vročekrven igralec, ki si močno želi uspeha svojega in moštvenega in to tudi kaže za svojo borbo in pristopom na parketu. Randolph je pravzaprav Latvijcem le vrnil na koncu, čeprav morda ne pravemu, za številne umazane poteze. On je bil pravzaprav tisti prvi igralec naše reprezentance, ki so ga začeli provocirati z namernimi udarci pod košem, malce bolj skritimi udarci. In na koncu, ko je čutil, da je tekma že dobljena, je morda odreagiral preveč emocionalno, vendar kot sem dejal, to je del njegove želje. Tudi morda je s tem želel tudi vrniti Latvijcem in kot sem že dejal, ne pravemu. Za tisti grd komolec resnično najbolj umazana poteza tekme je bil tisti umazani udarec s komolcem, ki si ga je privoščil nekdanji igralec Olimpije, Davis Bertans, sedanji igralec San Antonio Spursov. Pri postavljanju bloka je s konico komolca grdo udaril Gorana Dragića v glavo in to po mojem mnenju povsem namerno. To je bil zadnji izmed vrste udarcev, ki jih je v prvem polčasu prejel Goran Dragić in ta je resnično šel čez mejo. Moram priznati, da sem do tistega trenutka mirno in analitično spremljal srečanje, si delal zapiske za ta podcast seveda. Toda ob tistem udarcu so sosedi tokrat slišali tudi mene. Bertans je dobro vedel, kako visok je Dragić, kako visok mora biti blok in udarec v višini ušes pomeni, da je dobro vedel tudi kam želi udariti. In moram povedati, da tako umazane poteze strani tega igralca resnično nisem pričakoval. Toda kot sem že dejal, tudi to je bil del žara borbe, želje, ki sta jo obe moštvi kazali. Seveda tudi tokrat ne moremo začeti pravzaprav drugače kot z našim kapetanom, z Goranom Dragićem, ki igra svoj zadnji Eurobasket, vsaj tako je večkrat zatrdil. To, da njegov brat Zoki se zna pogosto takoj zatem oglasiti in pridodati svojih, recimo temu, 5 centov in povedati, da bo on Gorana vendarle še prepričal, da odigra še kakšno akcijo. Toda to je tema seveda za kdaj drugič. Tokrat se posvetimo predvsem briljantni predstavi Gorana Dragića. Lahko bi začeli z Luko Dončićem, tudi kot pravi pregovor, starejši imajo prednost, starost pred mladostjo. Zato preden se posvetimo najmlajšemu v tej reprezentanci, ki je zopet požgal vse družbene medije, podžgal in požgal pravzaprav, posvetimo nekaj besed Goranu Dragiću. Igralcu, ki pri svojih 31 letih igra na zenitu svoje kariere, na zenitu fizičnih in psihičnih sposobnosti.
in je po bolj rezervirani predstavi, sedaj je povsem jasno namerno rezervirani predstavi proti Ukrajini, tokrat proti Latviji zopet prikazal predstavo na nivoju najbolj koristnega igralca letošnjega Eurobasketa. Ni blestel samo s svojimi akcijami na parketu z izjemnimi prodori, katerim smo peli hvalospeve. Že na samem začetku teh Eurobasket vodičev, ki sva jih z Blažem začela snemati že več kot 1 mesec in pol nazaj, navduševal je tudi svojo preudarnostjo, mirnostjo. Po tistem resnično grdem in umazanem udarcu Bertansa, mlajšega Bertansa, bi lahko izgubil živce in na trenutke se je dobro videlo, da se v njemu kuha. On je igralec, ki bolje igra na robu jeze. Zelo tale rob jeze je zelo fin in zlahka preideš, greš predaleč, si preveč jezen in zato igraš slabše. Ali pa si na drugi strani morda preveč miren in zato pasivni. Nekateri igralci morajo igrati s tem, Američani radi uporabijo termin edge, s tem robom, kot sem že dejal. In Goran svojo košarko ves čas igra na tem robu, s tem robom, takrat kaže najboljše predstave. Takrat vsi na družbenih medijih pišejo o zmaju, ki bruha ogenj. In zato velja za enega izmed najbolj borbenih igralcev v NBA ligi, ki svoj delež ne daje samo v napadu, temveč tudi v obrambi. In to je morda spregledan del njegove igre na letošnjem Eurobasketu. Ne govori se dovolj o vsem delu, ki ga opravi v obrambi, o prebijanju vseh blokov. Mislim, da tudi pri tem prednjači v naši reprezentanci, koliko blokov prebije zgoraj in se ne zadovolji s tem, da bo odšel spodaj in omogočil nasprotnemu igralcu neoviran met. Agresivno pritiska na nasprotne branilce, seveda se ne odloča pogosto za pressing obrambo, kajti ob vsej energiji, ki jo porabi že v napadu, bi bilo to vendarle za kanček preveč tudi za take fizične vzorce, kakršen je Goran Dragić. To, da v obrambi nikoli ne popušča, ne počiva, naredi občasno kakšno napako, nedvomno, vsak igralec jo, tudi najboljši obrambni igralci jo. Vendar tisto, kar je njegov trener iz Miamija, Erik Spoelstra, rekel enemu izmed novinarjev pred nekaj meseci, Goran se je pri njih razvil v tako imenovanega two-way playerja, dvosmernega igralca, igralca, ki igra obrambo in napad, ki igra na obeh straneh parketa. In poleg te igre v obrambi mu je Miami dal še eno izjemno pomembno stvar. To so pa, že spet bom uporabil, se opravičujem, angleški termin leadership skills. Naučil se je postati vodja ekipe, naučil se je, kako voditi ekipo. Tudi to je proces, skozi katerega je moral Goran preiti in ga na koncu uspešno zaključil ter, bom tako rekel, doktoriral iz teh tako imenovanih leadership skills. O tem sva tudi z Blažem že govorila. Način, na katerega vodi igralce, ne samo na parketu, vendar tudi izven parketa, med minutami odmora, med prekinitvami igre, kako umirja, kako svetuje. To je nekaj, kar je nekaterim prirojeno, Goran pa se je moral, tako kot številnih drugih stvari v sami igri, tega naučiti. In to je eden izmed razlogov, zakaj ima Goran Dragić toliko občudovalcev, zaradi tega, ker je delavec, ker ga nikoli ni bilo strah dela, ker se je zavedal svojih omejitev, vedel, kaj mora popraviti, vedel, na čem mora delati in to brez stokanja vedno storil. Vsi vemo, da ni bil med najbolj nadarjenimi v svoji generaciji, konec koncev to kaže tudi njegova pozicija na draftu. Goran je v svoji profesionalni karieri in tudi v svoji reprezentančni karieri postal izjemen igralec, izjemen vodja, kapetan z veliko začetnico in igralec, kakršnega slovenska reprezentanca verjetno še ni imela. Kot kaže, imamo neizmerno srečo in ga bo morda imela v prihodnosti zopet z Luko Dončićem, vendar nivo, ki ga je dosegel Goran Dragić, in že spet, ne samo na parketu, temveč tudi izven parketa, je res nekaj, čemur lahko le zaploskamo. V 32 minutah včerajšnjega srečanja je v statistiko vpisal 26 točk ob odličnem 60% metu iz igre, 9-15. Zadel je 2 od 5 poskusov za 3 točke, bil 40%, temu dodal še 6 skokov
bil za Randolfom in Dončićem naš tretji skakalec in seveda tudi najboljši podajalec z 8 podajami. Vendar ključni statistični podatek, ki bi ga jaz izpostavil z velikimi črkami, je njegovih plus 21 v že omenjenih 32 minutah igre. Plus minus statistika označuje razliko, ki jo posamični igralec ustvari v minutah, ko je na parketu. Pozitivno ali negativno seveda. In Goran je v svojih 32 minutah na parketu Sloveniji priigral kar 21 točk prednosti. Glede na to, da je Slovenija tekmo dobila samo za 6 točk, to pomeni, da so nas v 8 minutah, ko Goran Dragić ni bil v parketu, Latvijci nadigrali za kar 15 točk. Res neverjetno impozanten statistični podatek, ki še enkrat več priča o tem, kako pomemben je Goran Dragić za Slovenijo. Ta podatek seveda ni alfa in omega vsega in je le delček statistične slike, ki jo je potrebno gledati v širšem kontekstu in tudi vedno ne odraža koristi posamičnega igralca na parketu in morda je ravno recimo Edo Murić dober pokazatelj tega. Edo Murić, ki pa je v svojem igralnem času vpisal največji minus, vendar vsak, ki je spremljal tekmo, je lahko videl, da je ravno Murić ujel ključni skok, dal ključni koš, storil seveda veliko napak, vendar ko se v obrambi znajdeš na 20 cm višjem igralcu, ni veliko stvari, ki jih lahko storiš in seveda ta Murićev minus na nek način odraža tudi, kako pomemben je bil Anthony Randolph. Če se še enkrat dotakne tega igralca, plus 14 v 33 minutah, ko je bil na parketu. Večino časa, ki ga je prebil v igri, je igral neposredno proti Porzingisu. In Porzingis je v 33 minutah, torej zelo podobni čas, sta prebila na parketu, v tej isti statistični kategoriji zapisal minus 13. Torej, Latvijci so z njim izgubljali tekmo za 13 točk. Že spet, kot sem dejal, to statistiko je vedno potrebno umestiti v širši kontekst in ne odraža vedno resničnega stanja na parketu. Brez Porzingisa bi bila seveda to povsem drugačna tekma in Latvija precej slabša. Toda določen del mozaika tudi ta statistični podatek sestavlja, ker namreč najvišji plus v našem moštvu so zabeležili sledeči igralci. Že omenjena Goran Dragić z neverjetnim plus 21 in seveda Anthony Randolph s plus 14. Poleg njiju pa Gašper Vidmar plus 16, Čančar plus 14 in Luka Dončić plus 9. Torej naša prva peterka, ki na tem prvenstvu še ni zaigrala skupaj in še ena pohvala Kokoškovu. Našel je pravo kombinacijo, ki že na samem začetku srečanja pridelala kar 15 točk prednosti in ta prednost je najbolj skopnela ravno v trenutkih, ko so te igralce zamenjali nekateri igralci s klopi, ki so tudi dali pomemben delež k zmagi. Tudi recimo Dimec in Zagorac, katerih naloga je bila le nekaj osebnih napak na Porzingisu, sta to delo recimo temu dobro opravila, čeprav seveda izjemni Porzingis tudi s kontaktom dal koš in Dimec je po eni izmed akcij pogledal proti klopi, češ, saj sem ga dovolj trdo udaril, pa je vseeno zadev. In tukaj je seveda Porzingis potrdil svoje mojstrstvo in zakaj o njem govorijo s tako izbranimi besedami in zakaj zanj uporabljajo ta izraz, ki sva ga tudi z Blažem v najnih podcastih že uporabila, tako imenovani unicorn oziroma samorok. To je namreč izraz, ki ga za igralce Porzingisovega tipa uporabljajo na drugi strani Atlantika, zato ker so namreč taki igralci tako redki, tako visoki, gibljivi, s pregledom, z občutkom za igro, za met, za prodor, za podajo, za obrambo konec koncev. Ni stvari, ki je Porzingis ne bi obvladal. In latvijska reprezentanca je odlično sestavljena okoli njega. Seveda bo Latvija imela prav tako kot Slovenija ogromne težave v kvalifikacijah in uvrstitev na svetovno prvenstvo ni niti približno zagotovljena. Upajmo, da saj na naslednji Eurobasket, ker kot sem že dejal, ta Latvija bo v naslednjih letih, če bo moštvo ostalo skupaj, kravžljala živce še mnogim močnim evropskim reprezentancam in morda nekoč posegla tudi po kakšni medalji. Če je kdo pred samo tekmo še dvomil o tem, verjetno po tekmi
ne more več dvomiti. Meti, ki so jih zadevali Latvijci proti Sloveniji v prvem polčasu, take mete bi zadeli proti vsaki evroligaški obrambi in tudi proti mnogim najboljšim NBA obrambam. Seveda gre za večjo razdaljo za 3, ta debata ni povsem na mestu, vendar tista evroligaška pa vsekakor. Evroligaške obrambe ne bi mogle nič proti metom, ki so jih v prvem polčasu zadevali Latvijci. Slovenci so jim omogočili 2, 3, morda 4 neovirane mete in te so zadeli brez napake. Neoviran met v prvem polčasu je pomenil avtomatske 3 točke za Latvijce, ki so v prvem polčasu za 3 metali 8-15 in zadeli tisto, kar sem seveda želel povedati s to obrambo, zadeli celo kopico metov preko iztegnjenih rok obrambnih igralcev. In jasno je bilo, da v takem slogu verjetno ne morejo nadaljevati. To se je nato pokazalo v tretji četrtini, v tretji in zadnji četrtini, v kateri so pa skupaj zadeli le 4 od 21 metov. Na koncu tekmo končali s solidnim 33,3% metom za 3 točke, toda slika v obeh polčasih je bila seveda zrcalno nasprotje. Trdo delo naših igralcev v obrambi se je v drugem polčasu obrestovalo in tudi motivacijska govora, ki sta jih imela Dragič in Vidmar, kot smo slišali med odmorom v slačilnici. Vidmarjev naj bi bil še posebej glasen in tudi vzgojen, kot smo slišali. Tudi to je pomagalo in dvignilo naše igralce v tretji četrtini, ki so jo nato dobili z izidom 25-11. Po visokem vodstvu v prvi četrtini za že omenjenih 15 točk so namreč Latvijci nato v drugi četrtini ob spremenjenem sodniškem kriteriju povsem spreobrnili rezultat. Naši visoki igralci so si hitro nabirali osebne napake in rezervisti se v določenih trenutkih niso odzvali najbolje, čeprav, kot sem že dejal, naloga nekaterih je bilo samo nekaj osebnih napak. Ta sodniški kriterij je nekaj, o čemer bi lahko povedal veliko, vendar menim, da morda niti temu ni potrebno namenjati preveč besed. Z Blažem sva o tem podrobno spregovorila že v enem izmed prejšnjih podkastov, o problematiki sojenja na tem Eurobasketu, kjer ne sodijo tisti najboljši sodniki, ki sodijo v Evropskem pokalu in predvsem tisti, ki sodijo v Euroligi, temveč sodijo tisti tretjerazredni sodniki tudi iz drugih košarkarsko manj razvitih kontinentov, ki takim tekmam preprosto niso kos in morda o sodnikih samo toliko. Po tistem spregledanem komolcu Bertansa, ki se je zgodil pravzaprav 2-3 metre pred očmi sodnika, ki nato ni niti prekinil tekme, potem ko se je vidno omotični Dragič sesedel na tla, vendar ta isti sodnik je verjetno o polčasu pogledal posnetek, videl, kaj je spregledal, in nato v tretji četrtini zopet sodil povsem drugače. Enkrat je bil bolj oster, enkrat manj oster kriterij, na koncu tekme so sodniki pravzaprav piskali vsak dotik. Na obeh straneh. In to je največji problem slabega sojenja, spreminjanje kriterija. Včasih je celo bolje, če ti celo tekmo sodijo pristransko oziroma sodijo s kriterijem, ki tebi morda ne ustreza, vendar vsaj veš, kaj lahko pričakuješ od sodnikov, in je precej slabše, če sodniki spreminjajo kriterij in tisto, kar je še slabše, če kompenzirajo slabe odločitve s slabimi odločitvami na drugi strani. To sta po mojem mnenju dva najbolj odmevna, največja znaka slabega sojenja in to smo lahko včeraj spremljali na tem srečanju in zato oklevam s tem, da bi podelil tej tekmi naslov lepotica prvenstva, vendar tekma je bila res fantastična. In morda ne bi smel kaznovati igralcev, če temu tako rečem, zaradi slabega dela sodnikov. Igralci so se pač morali sproti prilagajati na to spreminjanje kriterija, eni bolj, eni manj uspešno. Vendar dobršen del tekme so bili naši najboljši in tudi latvijski najboljši igralci v težavah z osebnimi napakami in obe moštvi sta precej hitro, predvsem v drugem polčasu, v tretji in zadnji četrtini izpolnili bonus. Zato je bilo seveda igranje obrambe precej otežkočeno. Morda bodo nekateri rekli 103 proti 97, saj se sploh ni igrala obramba.
Toda s 4 osebnimi, s 3 osebnimi, z 2 osebnimi v prvi četrtini, s 3 osebnimi v drugi četrtini ali na začetku tretje, 4 osebnimi, zelo težko igraš obrambo. In na drugi strani si seveda moral nekaj storiti v obrambi ali pa kakšno neumnost v napadu, da si seveda prejel 2, 3, 4 osebne. Tudi na igro v obrambi je malce vplival ta spreminjajoči se sodniški kriterij in konstantno prilagajanje igralcev temu sodniškemu kriteriju. Zato lahko le še enkrat več namenimo par kletvic Fibi, vendar to žal pri takih mastodontih, megalodonih, dinozaurih, ki bi verjetno morali se spremeniti in prilagoditi novim časom, nič ne zaleže. Dobro vemo, da FIBA rada tudi preko reprezentanc obračunava z državnimi zvezami. Toda to je tematika za kdaj drugič, o tem ne bom zgubljal časa v tem podcastu, morda sem ga že preveč. Zato nazaj k tekmi. Pred samo tekmo smo poudarjali, da bo proti Latviji odločila obramba. In ne glede na visoko število točk, so odločile ravno tiste ključne obrambe, ključni zgrešeni koši Latvijcev. 4-21 met v drugem polčasu. Naši niso spreminjali obrambe napram prvemu polčasu, vsaj ne načrti za 3 točke. Še naprej so igrali isto obrambo in ta se je v drugem polčasu bolj obrestovala. Seveda bo potrebno proti Špancem določene stvari še popraviti in nadgraditi. Toda naši so proti Franciji in Grčiji že pokazali odlično obrambo. Dobro igro v obrambi, presing po celotnem parketu in to konec koncev tudi odraža število ukradenih žog naših igralcev. In to odraža tudi Luka Dončić. Še en, v katerem seveda smo povedali že ogromno. Pravzaprav eden izmed razlogov, da sva z Blažem začela ta podcast, so bile odlične igre Luke Dončića v Realu, ko je letos ob tej prvi resni priložnosti, ki jo je dobil v članski konkurenci, seveda jo je dobil že lansko sezono, vendar le nekaj sporadičnih minut tu in tam, v katerih je seveda že pokazal svoj izjemni talent. Toda v zadnji sezoni, v sezoni 2016-2017, je bil eden izmed 3, morda bi nekateri rekli 4, ne bomo zdaj načenjali debate o tem, najbolj pomembnih igralcev Reala, igralcev, zaradi katerih je Real prišel do finala španskega prvenstva in Final Four turnirja v Euroligi. Toda sedaj Luka Dončić, skupaj seveda z Goranom Dragićem, na svojih ramenih, na svojih 18 let starih ramenih, kar je res tista neverjetna številka, izmed vseh neverjetnih številk, ki jih lahko preberemo v statistiki Luke Dončića, je morda ta celo najbolj neverjetna. Luka Dončić, ki je na tem Eurobasketu skupaj z legendarnim Paulom Gasolom edini igralec, ki na tekmo dosega vsaj 10 točk, 7 skokov in 3 podaje. Statistična linija, ki kaže izjemno raznovrstnost igralca in kaže, kako visoko kotira pravzaprav Luka Dončić in v družbi kakšnih imen ga lahko morda omenjamo. Do konca Eurobasketa zna še preseči to statistiko in morda ob zgodovinskem uspehu Slovenije se Goranu Dragiću celo pridružiti v idealni peterki turnirja, kar pa bi bilo vsekakor pravlično. Sposobnosti, ki jih ima Luka, so resnično nekaj, kar lahko morda vidimo enkrat na generacijo, odvisno seveda, kako definiramo generacijo, 9, 10, 20, 30 let. To, kar on kaže v svoji igri, ta neverjetna zrelost je nekaj povsem nepojmljivega. Spomnim se pred 2, morda celo 3 leti, oče Luke Dončića, Saša Dončić, famozni Saša Dončić, je v nekem intervjuju, ki je požel precej dvignjenih obrvi v slovenski javnosti, dejal, da je Luka največji talent z področja nekdanje Jugoslavije vseh časov. Verjetno bi lahko porabil celoten podcast, da bi naštel vse legende, ki so se potile na parketih nekdanje Jugoslavije in pisale tisto bogato zgodovino, o kateri lahko nekateri le beremo in jo spremljamo preko posnetkov, drugi pa so jo živeli in jo še sedaj živijo. Dražen Petrović, Divac, Radja, Paspal, Kičanović, Dalipagić, Danev, Ćosić. Legend toliko, da boli glava. Nekateri bi morda skomignili z rameni, pogledali v zrak,
zavrteli oči, če bi temu seznamu imen dodal Gorana Dragića. In to je seveda debata za kdaj drugič. Toda, ko sem omenil Dražena Petrovića in ne želim provocirati, ne gre za nikakršne primerjave. Ko gledamo seznam evropskih branilcev, ki se jim je uspelo uvrstiti v eno izmed idealnih peterke NBA lige, je ta seznam zelo kratek. Na njem so le 3 imena: Tony Parker, Dražen Petrović in Goran Dragić. Ali bo Luka Dončić četrti? Branilec namreč, ali bo Luka igral na položaju branilca, še vedno ga v mnogih statistikah vodijo kot branilca, predvsem zaradi tega, ker je playmaker v naši reprezentanci, ker on igra kot organizator, organizira napad. Vendar v košarki pogosto velja pravilo, si to, kar pokrivaš, in Luka najbolj pogosto pokriva trojke. In to je ta položaj v moderni košarki, tako imenovani point forward, ki ga tako odlično igra LeBron James. In ne samo LeBron James, vsi najboljši igralci NBA lige so pravzaprav na nek način point forwardi, krila, ki igrajo žogo, ki organizirajo napad svojega moštva. Tudi Durant igra žogo, tudi Kawhi Leonard igra žogo. In vsi te se lahko pohvalijo tudi s tem, da igrajo obrambo, in danes je tudi Luka. Ko govorimo o Luki, moramo tokrat povedati tudi, da je Luka danes odlično igral v obrambi, si privoščil nekaj napak, vedno si jih, vsakič si jih, tudi za Gorana sem to rekel, ko sem hvalil njegovo odlično igro v obrambi, sem seveda omenil, da vsak obrambni igralec stori kakšno napako in tudi Luka jo je danes, vendar bolj pomembno je tisto, kar je dobro naredil, in naredil je ogromno dobrega tudi v obrambi. On je pravzaprav prevzel tisto vlogo, ki sva jo z Blažem namenila Goranu v analizi pred tekmo, izsiljevanje osebnih napak na Porzingisu. Na Porzingisu je izsilil 3 osebne napake in tudi on pripomogel k temu, da je Porzingis del srečanja preživel na klopi, sicer igral ogromno, vendar na koncu bi morda igral celo srečanje, če ne bi bilo teh osebnih napak. In seveda skoki Luke, njegova odlična igra v skoku, kjer bo nedvomno navduševal tudi na drugi strani Atlantika. Ta tekma je potekala pred ogromnim številom ameriških NBA oglednikov. Najbolj številčna je bila ravno delegacija New York Knicksov, ki naj bi v New York poslali celotni tako imenovani front office oziroma celotno pisarno, z izjemo seveda predsednika in generalnega direktorja, to da vsi skauti, vsi glavni skauti in ostali vodstveni delavci so bili tam. Prav tako seveda predstavniki pravzaprav vsakega moštva NBA lige, in to so predstave, s katerimi Luka napoveduje resen naskok na tisto prestižno prvo mesto na NBA naboru, ki bi morda lahko njegovo kariero resnično lansiralo v stratosfero. Saj to igralcu daje precej svobode v novem moštvu in precej vpliva tudi. Luka ima tisto, kar imajo res samo največji, ko že govorimo o teh največjih in omenjamo te legende. Tisto potezo več, tisti božanski dotik, preblisk navdiha, morda srečo, ki jo že spet lahko izzovejo le tisti najboljši, in tista neverjetna trojka, ki je tudi prelomila srečanje, je še ena potrditev tega, da je Luka resnično nekaj posebnega. Ne želim biti predolg, zaradi tega si lahko podobne hvalospeve in podrobne analize vseh kvalitet, ki jih na košarkarskem parketu premore Luka Dončić, seveda poslušate tudi vse prejšnje epizode Eurobasket vodiča ali pa 2 podcasta z naslovom Fenomen 1 in Fenomen 2, ki sta bila sicer posneta že pred časom, vendar tisto, kar Luka kaže sedaj, smo nekateri videli že dolgo nazaj. Zaradi tega se bo seveda že omenjeni Saša Dončić, oče Luke Dončića, mislim, da čez par let resnično lahko zelo sladko smejal. Luka seveda še ni upravičil vseh teh visoko letečih in laskavih napovedi. Pot do tam je še zelo dolga. Čakajo ga še leta trdega dela in tudi nekaj sreče, predvsem seveda recimo s kakšnimi poškodbami. In to je tisto glavno, če bo Luka ostal zdrav, potem bo tudi v NBA ligi navduševal in dvigoval na noge številne navijače. O Randolphu sem nekaj že spregovoril, vendar moram spregovoriti tudi o Vidmarju. Moram priznati in se tako malce, morda neskromno, potrkati po prsih,
ali pa po svoji leseni betici, da sva, ne samo jaz, vendar da sva z Blažem v najinih napovedih pred samo tekmo, pred samim prvenstvom, pravzaprav poteka tega prvenstva, kar zadela. Najine napovedi do sedaj so se več ali manj uresničile, vendar je potrebno priznati seveda tudi napake oziroma napačne ocene in ocena tega, da se Vidmar v prvi peterki ne bo mogel kosati s Porzingisom, je bila napačna. Že pred začetkom tega prvenstva sem napovedal medaljo, napovedal sem Goranov pohod na idealno peterko turnirja, napovedal sem zmago v četrtfinalu. Toda za dve stvari, ki sem jih napovedal oziroma pričakoval, upam, da se ne bosta uresničili. Ena se že ni, to je ta z Vidmarjem. Druga pa je bila tista moja teza, da je edino moštvo, ki je na tem Eurobasketu za nas nepremagljivo, ravno Španija, in da bi bilo dobro, če bi morda v skupini že malce kalkulirali in se poskušali izogniti Španiji, seveda. Potem to sploh ni bilo mogoče. Toda za Španijo sem rekel, da menim, da je edina reprezentanca, ki je za nas nepremagljiva, in seveda zato upam, da se ne bo uresničilo. In zakaj se morda ne bo uresničilo, bom povedal v drugem delu podcasta. Zaenkrat pa še ostanimo pri Latviji in seveda Vidmarju, ki je tekmo začel v slogu, ki sem se ga bal. Namreč prva akcija Latvije oziroma prvi koš Latvicev je bila trojka Smica oziroma Šmica preko iztegnjenih rok za korak ali dva prepočasnega Vidmarja. Toda naš prvi center se je zato v nadaljevanju tekme več kot samo odkupil. Tudi 4 blokadami, 2 recimo Porzingisa, je v obrambi opravljal odlično delo in v napadu proti Porzingisu izkoriščal svojo moč, položil nekajkrat lepo žogo v koš, enkrat pošastno zabil in svoje delo več ali manj opravil brez napak. Sicer, kot sem že dejal, je večji del srečanja na Porzingisu prebil Randolph in na njemu tudi opravil odlično delo, vendar brez Vidmarjeve igre v postu, na bloku pod obročem, Slovenija te tekme verjetno ne bi zmagala. Kaj verjetno? Ne bom nobenih pogojnikov dajal. Te tekme ne bi zmagala. Zato lahko seveda samo rečem, da sem vesel, da sem v svojih predvidevanjih, da bo Vidmar prepočasen in ne bo zmogel veliko časa igrati na tej tekmi, povsem zgrešil. Zato seveda lahko samo še enkrat rečem, da sem zelo vesel, da sem v svojih predvidevanjih glede Vidmarja zgrešil in upam samo, da se bo to ponovilo tudi na tekmi proti Španiji in da bom še enkrat pošteno usekal mimo. Za tako željeno, napovedovano tudi medaljo je namreč potrebna, kot sem že dejal, vsaj še ena zmaga in vsaj še ena podobna predstava. Ja, sedaj bi lahko prav toliko časa, kot sem ga sedaj posvetil Dragiću, Dončiću, Kokoškovu, Vidmarju, Randolfu, posvetil recimo še Prepeliću in Čančarju, ki bi si tudi zaslužila recimo vsaj 10-minutne segmente in o katerih sva z Blažem že precej spregovorila v preteklih podcastih, vendar da ne bom tokrat res predolg, tudi od njima in ostalih igralcih naše reprezentance še več v drugem delu podcasta. Drugi del podcasta bo objavljen danes popoldan, v njem pa seveda o Špancih, napovednik polfinala Slovenija-Španija. Zato nikakor ne zamudite drugega dela danes popoldan. Zaenkrat pa se od vas poslavljam, še naprej vam želim lep dan in se kmalu zopet slišimo.